informativni dan bo posnet, potem bo na voljo posnetek na naši spletni strani nekaj časa. Če želite, ko boste kaj spraševali, da ta vaš del odstranimo, prosim lepo to izrecno povejte, da bomo to tudi storili, no. Torej, začeli smo že s snemanjem. Informativni dan bo potekal v dveh delih. Prvi del bo skupen za vse programe. V prvem delu bomo predstavili nekaj splošnih stvari, povezanih s študijem na Teološki fakulteti, predvsem z vpisnim postopkom, pa še nekaj podobnih stvari, ki zadevajo vse programe. Drugi del bo pa bolj vsebinski in v tem drugem delu se bomo razdelili v sobe oziroma skupine po posameznih študijskih programih. In v teh skupinah bodo vsebinske predstavitve vodili skrbniki študijskih programov. Torej, glede na področje, ki vas zanima, se boste potem v drugem delu lahko sami prijavili v različne programske sobe. Mogoče bo pa tudi prihajanje med sobami, če se kdo zmoti ali pa želi zamenjati ali pa ga zanima več stvari mogoče, no. Več o teh tehničnih vidikih vsekakor ob koncu prvega dela in ob koncu vsakega, tako prvega kot potem naslednjih delov, bo namenjen čas za vaše vprašanja. Torej, če na karkoli ne bomo v naših predstavitvah odgovorili ali pa pojasnili, na koncu enostavno ali pomahajte, dvignite roko, vklopite mikrofon in vprašajte. Če so mogoče vprašanja taka, da jih ne bi želeli odpirati javno, smo pa seveda vedno na voljo ali preko tega ali pa kakšnega drugega komunikacijskega kanala in zdaj seveda tudi že fizično dobrodošli kadarkoli na fakulteti, če se vam odpirajo kakršnakoli vprašanja. Prosim, če je le mogoče, da imamo vsi kamere vklopljene ves čas, medtem ko mikrofone pa samo vključite, ko govorite. Toliko pred začetkom o tehničnih vidikih, besedi pa seveda vabim najprej dekana Teološke fakultete, profesorja doktorja Janeza Vodičarja. Janez, prosim, beseda je tvoja. Hvala, Tadej, za dano besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že naš prodekan povedal, sem dekan Teološke fakultete in sem vesel, da vas lahko tukaj pozdravim. Glejte, ni vam treba predstavljati, kaj je študij, ker ste že sami to izkusili. Poznate temelje izobraževanja, temelje visokošolskega študija in veste, da je delo, ki ste ga opravili na prvi stopnji ali kje drugje, že dalo neke temelje. Sem pa vesel, da ste tukaj in želite to svoje znanje sedaj res usmeriti v tisto temeljno zanimanje, ki vas žene, kjer ga bi radi poglobili in bi dali temu tudi težo. Imate več možnosti pri nas in sem vesel, da poleg res strokovnega dela na področju, ki si ga boste izbrali, boste dobili pri nas tudi ta človeški vidik, vidik povezanosti, skupnosti in odnosov. Pri nas ne samo, da to študiramo, to tudi živimo. In vas vabim, da se pridružite tej skupnosti, ki želi tudi v širši prostor naše domovine prinesti to povezanost, prinesti to razumevanje, pa hkrati strokovno zahtevnost. In naj bo res to ne le povabilo, ampak spodbuda, ko se boste odločili, da boste vedeli, da se odločate tako za strokovno področje, ki ima dolgo ozadje, zgodovinsko, strokovno, svetovno, kakorkoli gledamo, in da se odločate poleg tega strokovnega tudi za ta človeški vidik, ki pa je danes vedno bolj pomemben. Ste dobrodošli in vam želim, da bi tem popoldnevu zmogli dobiti dovolj informacij, da se boste bolj tehtno in odgovorno za svoje življenje tudi odločili. Hvala lepa dekanu. Kot veste, ima Teološka fakulteta svojo enoto v Ljubljani in tudi v Mariboru. Zato bi v nadaljevanju prosil za kratko pozdravno besedo predstojnika enote v Mariboru, izrednega profesorja doktorja Stanislava Slatineka. Stanislav, prosim. Hvala lepa za besedo. Torej, najprej lepo pozdravljeni vsi moji kolegi, kolegice s fakultete. Obenem pa pozdravljam tudi vse, ki ste prišli na današnji informativni dan. Torej, sem predstojnik enote v Mariboru, naše Teološke fakultete in
Moram priznati, da se veselim, ker je v Mariboru mogoče študirati, torej vpisati in študirati tudi drugostopenjski program zakonske in družinske študije. Vkolikor je kdo izmed vas interesent, se ga še prav posebej veselim. Študenti, po mojem mnenju, dobijo na tem študiju izredno dobre veščine, dobro pozitivno znanje in tudi izkušnje za delo v prihodnosti. Saj vemo, da družba, pa tudi katoliška cerkev, omogoča veliko manevrskega prostora za diplomante, diplomantke tega področja. Saj vemo, da je najbolj ranljiva skupina, to je družina, ki potrebuje najprej spremljevalce, potrebuje svetovalce, velikokrat pa tudi terapevte. In tukaj vidim, kolikor imam tudi sam izkušenj, da ste lahko bodoči diplomanti tega programa izredno iskana roba in zelo iskani strokovnjaki na tem področju. Zato se veselim, če bi tudi iz tega našega okolja, torej Maribor, okolica, bili študentje, ki bi se zanimali za študij druge stopnje, torej zakonske in družinske študije. V Mariboru imamo izredno lepe možnosti, prenovljene prostore, tudi profesorski tim je prijazen in tako omogoča študentom dobro napredovanje in seveda tudi vsi pogoji za študij, ki ga lahko potem uspešno končajo. Skratka, izražam eno izredno veliko navdušenje, ker vidim, da vas je kar večje število prišlo na današnji informativni dan in se hkrati tudi veselim, če bom smel tudi tukaj v Mariboru, ko se bodo razmere malo poboljšale, da bomo lahko se v živo srečali, pozdraviti vse navdušene študente druge stopnje. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa, Stanislav, za besedo iz Maribora. Zdaj v nadaljevanju, če dovolite, čisto na kratko, nekateri veste, ki poznate nekoliko že bolj teološko fakulteto, da na naši fakulteti lahko študirate na prvi, drugi ali tretji, to je doktorski stopnji. Zdaj, danes bi vam želeli sodelavci predvsem predstaviti magistrske študijske programe, to se pravi drugostopenjske, in študijske programe za izpopolnjevanje. Torej, ta današnji informativni dan je namenjen predstavitvi magistrskih študijskih programov religiologija in etika, zakonski in družinski študiji in teologija dvopredmetnega pedagoškega programa ter programom za izpopolnjevanje zakonska in družinska terapija, duhovno izpopolnjevanje, gestalt pedagogika in karitativno in humanitarno delo. Naj povem, da seveda vsi podrobni podatki o naših študijskih programih so vedno dostopni na naši spletni strani. Zdaj, mi smo si zamislili tudi ta današnji informativni dan torej na način, da zdaj v začetku sodelavci predstavijo nekatere vidike študijskih programov, ki so dokaj skupni vsem programom, to se pravi vstopne, recimo prijavne in vpisne postopke. Nato po tem skupnem delu se bomo pa razdelili v sobe in bodo potem skrbniki torej predstavili bolj vsebinsko študijske programe. Zdaj bi v nadaljevanju najprej predal besedo in bi prosil za predstavitev vpisnih postopkov in drugih s tem povezanih procedur najprej gospoda Miha Pateta in gospo Jernejo Antlej iz Maribora in potem v nadaljevanju tudi za izpopolnjevalne programe gospo Ano Rožman. Torej, beseda, Miha, mislim, da gre najprej tebi, je tako? Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Namen te moje predstavitve je, da vam podam nekaj osnovnih informacij v zvezi s prijavno sprejemnimi postopki, po domače povedano to pomeni, kako poteka vpis. Zdaj, najprej bi rad izpostavil datum, do katerega se je potrebno prijaviti na magistrske programe. To je 31. avgust, gre za prvi prijavni rok in velja za vse 3 naše magistrske programe. Prijave so že odprte,
in potekajo preko EVŠ aplikacije. Predvidevam, da jo večina izmed vas že pozna, ker ste se verjetno preko nje prijavili že na prvo stopnjo študija. Zdaj, letošnja novost pri tej aplikaciji je ta, da vse poteka elektronsko. Ne samo, da je treba izpolniti elektronski obrazec, ampak je treba tudi priloge oziroma dokazila oddati v elektronski obliki. Prejšnja leta je namreč zadeva potekala tako, da je bilo potrebno dokazila oddati v papirnati obliki oziroma jih poslati po pošti. Se pravi, letos je pa ta novost, da vse poteka elektronsko. Zdaj, glede samega izpolnjevanja prijavnega obrazca in samega načina oddajanja elektronskih dokazil, spremljajte sprotna navodila v EVŠ aplikaciji, kakšnih večjih težav okrog tega ne bi smelo biti. Zdaj, v zvezi s samo prijavo se največkrat pojavi vprašanje, ali se lahko prijavim, če še nisem zaključil študija na prvi stopnji, oziroma če ga ne bom zaključil do 31. avgusta. Zdaj, odgovor je, da lahko se prijavite, ampak je treba študij na prvi stopnji zaključiti najkasneje do 21. septembra. Skratka, rok za prijavo je 31. avgust, rok za oddajo dokazil pa je 21. september. Če bo več prijav kot je prostih mest, potem sledi izbirni postopek, po domače temu rečemo kar sprejemni izpit. Tukaj imam predvsem v mislih magistrski program zakonskih in družinskih študij, za katerega je sprejemni izpit predviden 15. septembra. Ostala dva magistrska programa pa običajno nimata omejitve, tako da tudi potem ni sprejemnega izpita za njiju. Zdaj, mogoče še ta opomba na tem mestu, sprejemni izpit ni enako diferencialni izpit. Diferencialni izpit oziroma izpite morajo opraviti ponavadi tisti kandidati, ki prihajajo iz kakšnih, recimo temu, naravoslovnih področij, se pravi, da ni ustrezna izobrazba za vpis na magistrske programe pri nas. Zdaj, potem za morebitna prosta mesta, ki bi ostala po prvem prijavnem roku, bomo potem odprli še drugi prijavni rok, ki pa se bo zaključil 22. septembra. In potem vpis za vse sprejete kandidate bo pa potekal v zadnjem tednu septembra. Toliko z moje strani, hvala za pozornost. Sedaj pa besedo predajam svoji sodelavki Jerneji, ki pokriva referat v Mariboru, da vam bo predstavila našo spletno stran oziroma da vam pokaže, kje na naši spletni strani lahko dobite vse informacije, ki ste jih zdaj ravnokar slišali. Jerneja, izvoli. Hvala, Miha. Zdaj v bistvu, če malce pogledamo po naši spletni strani, dejansko, če boste danes zamudili kakšno informacijo, tudi glede samih predstavitev programov, če poskrolate malce nižje, dobite že na vstopni strani kar nekaj informacij. Tukaj najdete v bistvu po stopnjah, v bistvu nas zanima zdaj druga stopnja in izpopolnjevanje. Najdete v bistvu vse opise programov, če kliknete na tistega, ki vas najbolj zanima, dobite en splošen opis, osnovne informacije, opisane so kompetence in tudi posamezni predstavitveni zborniki za vsakega od programov. Zdaj v bistvu tiste najbolj pomembne informacije, ki vas v tem trenutku zanimajo, pa boste našli pod prvim zavihkom, informacije za bodoče študente. Tukaj boste v bistvu našli vse zbrane informacije, ki jih sploh rabite, da se v bistvu prijavite za vpis k nam. Pod drugo stopnjo imate torej vse prijavne sprejemne postopke, objavljen imamo tudi razpis, kjer pogledate določene pogoje za vpis. Potem je spletni portal EVŠ, ki je hkrati ena zelo široka baza podatkov o statusu, o vseh ugodnostih, ki vam pripadajo in pritičajo statusu, potem o različni subvencionirani prehrani in tako naprej. Imamo tudi direktno povezavo do prijave za vpis, kot je povedal kolega Miha, je prvi prijavni rok do konca avgusta. Prijavite se lahko že danes, čez 5 minut, ker so že v bistvu prijave odprte. Tu imate pa tudi v bistvu povezavo do opisa vsega glede diferencialnih izpitov, kakšna je literatura, kdo izvaja, kakšni so datumi letošnji, kakšen je način prijave in plačilo.
Za vse informacije dodatne pa se seveda lahko obrnete tako name kot na kolega v Ljubljani v referatu, kjer vam bom z veseljem odgovorila. Enako je tudi za vse programe za izpopolnjevanje. Tukaj imate pa prijave razdeljene po tistem programu, ki vas zanima, in pač tu oddate svojo prijavo. Tako da v bistvu vse, kar vas zanima, najdete že pod prvim zavihkom in vam želim, da čim boljše izberete in se vpišete. To je to z moje strani, lahko kar naprej. Hvala lepa, Jerneja. Zdaj morda še nekaj besed bi poprosil gospod Ano Rožman, posebnosti vpisov in vpisnih postopkov na izpopolnjevalne programe, ker postopki se nekoliko razlikujejo. Ana, prosim. Hvala lepa, tudi lep pozdrav iz moje strani. Za vpis na programe izpopolnjevanja je že nekaj vam pokazala kolegica Jerneja, tako da greste na spletno stran naše teološke fakultete pod programe izobraževanje, kjer vidite potem programe izpopolnjevanja, kot smo rekli že na zakonsko in družinsko terapijo, na duhovno izpopolnjevanje, na pastoralno izpopolnjevanje, na karitativno izpopolnjevanje. Ti programi so razpisani za letos. Žal letos ni razpisanega programa Gestalt pedagogika, pa supervizija, ker jih tudi imamo na naši fakulteti. Prijave so že odprte, to se pravi, da se lahko že prijavite. Sam sistem, kot je bilo že pokazano, vodi do prijave. Kar se tiče datumov, bi omenila datum, ki je povezan tudi z zakonsko in družinskimi študiji. To se pravi, za prijavo je datum 31. avgust. Zadnji datum za prijavo, po tem datumu se izberejo pač vse prijave in potem se, če je več prijav, kot je mest, razpisanih je 30 mest, potem se pa povabi k sprejemnemu izpitu, in sicer sprejemni izpit je 6. in 7. 9. od 9 do 2, tako da se pač lahko pripravite oziroma že datume vnaprej veste, da če imate kakšen dopust ali kakorkoli, da ste takrat tudi doma. Za duhovno izpopolnjevanje je datum 15.9. Ste tudi lepo povabljeni, da se prijavite na to. Še to bi rekla, da lahko se prijavite na 2 izpopolnjevanja. Ni potrebno, da je samo eden. Naprimer, če ima nekdo zanimanje recimo za duhovno izpopolnjevanje in za zakonsko in družinsko terapijo ali za karitativno izpopolnjevanje, je povabljen, ker se pač lahko kombinira tudi s temi izpopolnjevanji, tako da so pa koristna. Zdaj za ceno izpopolnjevanj je tako, da so samo plačniška. Izpopolnjevanje za zakonsko in družinsko terapijo pride celotno izobraževanje, ki traja 2 leti, 4.400 evrov, plača se v 4 obrokih. Prvi obrok se plača ob vpisu, potem pa še ostali 3 obroki so razporejeni. Za izpopolnjevanje duhovno je 1.500 evrov, se plača v 2 obrokih, za 2 leti ravno tako. Potem za karitativno izpopolnjevanje je 1.850, se plača tudi v 2 obrokih. Bi pa lahko še rekla, tukaj pri karitativnem izpopolnjevanju je tudi ta novost, da lahko tisti, ki imate teološko izobrazbo, potem, ko opravite to izpopolnjevanje in tiste pogoje, kot jih da socialna zbornica, lahko potem pristopite k strokovnemu izpitu, kar je pa tudi zelo dobrodošlo. Toliko z moje strani, se mi zdi, da več stvari takih pa lahko potem tudi uredimo preko elektronske pošte ali telefona. Vsekakor sem vam na voljo, kadarkoli vas kakšna stvar zanima. Hvala lepa, Ana. Hvala. Torej, to je bil ta uvodni, tehnični, vpisni in tako naprej del, ki je relativno skupen. Zdaj, če je morda kakšno vprašanje tehnično z tega dela, lahko zdaj postavite ali pa nam potem kasneje ali napišete ali pa izpostavite kasneje. Če ni, potem bi počasi šli v drugi del, ki je bolj vsebinski. To se pravi, drugi del, kot rečeno, bo potekal po posameznih študijskih programih. Združena bosta le študijska programa zakonski in družinski študij, to se pravi magistrski program in zakonska in družinska terapija, izpopolnjevalni program. Delo v vsaki skupini bo koordiniral oziroma vodil skrbnik študijskega programa in boste lahko sami se odločili in zdaj izbrali v nadaljevanju, v katero sobo se boste vključili.
Potem kasneje lahko sobo seveda zamenjate in samo še enkrat povem, torej na voljo bodo različne sobe. Prva je religiologija in etika. To področje vodi predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog in skrbnik tega programa, docent dr. Mario Jožev Sredkar, torej naziv sobe religiologija in etika. Naslednja, drugostopenjski magistrski študijski program zakonski in družinski študiji ter študijski program za izpopolnjevanje zakonska in družinska terapija. Bosta vodila predstojnik katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije profesor dr. Robert Cvetek in profesorica dr. Tanja Repič Slavič. Torej zakonski in družinski študiji je ta soba. Naslednja, dvopredmetni magistrski pedagoški program teologija, vodita skrbnika profesor dr. Janez Vodičar in docentka dr. Mateja Pevec Rozman. Naslednja soba, duhovno izpopolnjevanje, vodi skrbnik programa docent dr. Ivan Platovnjak, študijski program za izpopolnjevanje gestalt pedagogika, ki ga sicer letos ne razpisujemo, ampak če je kakšen kandidat, skrbnica dr. Iva Nežič Glavica. Vprašanje, gospa, ki ste ga postavili, najbolje, da se v skupino vključite in vam bo vsebinsko skrbnica potem v nadaljevanju predstavila. In zadnja skupina, študijski program za izpopolnjevanje karitativno in humanitarno delo, vodi skrbnica programa, izredna profesorica dr. Lija Katarina Kompan Erzar, torej soba karitativno in humanitarno delo. Torej, zaključujemo ta prvi uvodni del, skupni del. Hvala vsem za sodelovanje, za prisotnost v tem delu in nasvidenje. Skrbnike pa vabim potem, da se po zaključku dela po sobah vrnete tudi še nazaj v ta naš skupni prostor. Torej, odpiramo programske sobe, sobo izberete sami in v nadaljevanju potem predajam besedo skrbnikom študijskih programov. Daj morda samo še poveš, kako izberejo. Ja. Spodaj me korak. Zdaj mislim, da že vidite sobe in potem izberete gumbek, mislim, da piše join, je tako? Ja, tam spodaj tiste kvadratke izberete in potem kliknete in potem odprete in si pojte tja, kamor boste šli, ne? Torej, če kdo še nima odprto, spodaj v opravilni vrstici Zooma imate breakout rooms, kliknete in se vam odprejo sobe in potem izberete sobo, kliknete join pri sobi in se boste preselili tja. Lepo pozdravljeni, z moje strani upam, da se slišimo. Sem dr. Robert Cvetek, skrbnik magistrskega programa zakonski in družinski študiji. Na začetku bi sam še enkrat opozoril, da tole predstavitev snemamo. Če bi pa kdo želel, da kasneje izbrišemo kakšen del, pa naj nam sporoči, pa bomo tudi ven zbrisali. Preden začnem jaz, bi mogoče prosil profesorja Kristjana Gostečnika, ki je nekako utemeljitelj tega našega študija, začetnik vsega, kar se na področju zakonske in družinske terapije dogaja na naši fakulteti, ki je tudi prinesel v Slovenijo ta terapevtski model in ta študij, da nas pozdravi in spregovori nekaj besed uvodnih. Kristjan, če lahko. Dober dan, meni je vedno nerodno, kadar me na takšen način predstavljate, ker vi veste, da jaz lahko prinesem ne vem katero znanost, ampak če nimaš sodelavcev, potem je ta znanost lahko samo tvoja in samo ti se lahko s to znanostjo kitiš, ni pa nikoli to tisto, kar bi zares želel, ne. In relacijska družinska terapija, ki smo jo tukaj v Sloveniji potem razvijali, je nekaj tako globoko odnosnostnega, da je to ena sodobna znanost, ki jo dejansko gojimo v Sloveniji in včasih se pohvalimo in sploh to ni preveč, da nikjer drugje na tej integrirani stopni znanost in
analiza in terapija ne gojijo na takšen način, kot jo mi. Tako da vsi, ki ste tle, ste sveži ljudje, inteligentni, inovativni, v marsičem globoko čustveni in to se vedno znova naslavlja na vseh teh naših študijah. Torej vse od magistrskega študija, da bo še prva stopnja kmalu, za vaše tiste za naslednike, potomce, zanamce, bomo rekli. In sem zelo, 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 zelo navdušena, da sem je vami, da ste drzni do takšne mere, da si upate zaorati v čustveni del, nekaj, kar je tako globokega, tako nagrajujočega in rečemo velikokrat tudi najbolj sakralnega, ker tam v tistih najbolj sakralnih globinah živi človek. Tam smo mi v vsej polnosti, tam, kjer smo v odnosu, tam si zares človek. Mogoče samo še par besed v tejle naši epidemiji. Mi vemo, da kaj najbolj globoko šteje, zdravi in poživlja in daje motivacijo. In sploh smisel, ko si naenkrat zaprt med 4 stene in si v bistvu pod narekovaj obsojen samo na tiste, ki jih imaš okrog sebe. Ja, če so tam odnosi urejeni, potem so to dnevi globoke intime, globokega razumevanja, zorenja, tam lahko potem ljudje doživimo nekaj, kar še sicer prej nismo, ker nas zdaj že pa okolje v to na svoj način ali priseljuje, ali pa nam to omogoča. In tam res poznaš, kaj je najbolj pomembno v življenju. Imeti nekoga, ki te ima rad. Imeti nekoga ob sebi, ki se te razveseli, ko prideš domov. Imeti nekoga ob sebi, ki je srečen, da je lahko s tabo, da ve, da si, že samo da ve, da si, mu je v veselje in srečo. Seveda se te odnose potem marsikje lomijo, so na krepkih izzivih, velikokrat kakšen stres in konflikti se pojavijo, seveda mimogrede, ker smo ljudje in vsi mi, ki smo v tem študiju, pa smo zdaj tisti, ki tu stopamo v to intimo, čist domačo intimo teh ljudi in jim skušamo na različne načine in z duhovnostjo in s psihologijo in pa predvsem našim osebnim odnosom ustvariti nov jutri. To ni samo analiza, ampak je ustvarjanje novih odnosov. In zato se jaz tako navdušen nad vami, da je to nek študij, nekaj res izjemno, izjemno, bomo rekli, poživljajoč. Iz teh ur prihajaš domov poln novega. Vsi tisti, ki so kdajkoli študirali, mi bodo povedali, je spremenilo moj stil življenja, drugače gledam na življenje. Ni samo nekaj, kar sem se jaz naučil, ni samo neka nova informacija, ki sem jo pridobil in plemeniti moj znanstveni svet. Ampak sem dobil nekaj za svoje življenje. Živim drugače, drugače gledam na življenje, drugače gledam na prijateljstvo, na moža, na ženo, na otroke, na družino. Nov smisel vidim v svojem življenju. Tako da jaz vam lahko teh navdušujočih stvari še pripovedujem, ampak vas samo izzivam danes, pridite in probajte, drznite se študirati, to in boste videli, da boste drugačni ljudje jutri. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede. Mislim, da nas je kar dobro navdušil. Zdaj, to bi potekalo tako, da bi najprej jaz vam še predstavil nekaj pomembnih tem za magistrski program zakonski in družinski študij, potem bo pa še skrbnica študijskega programa za izpopolnjevanje, profesor Tanja Repič-Slavič, še za svoj program. Zdaj, čeprav družinski študiji nimajo neke dolge tradicije v Sloveniji, kot na primer kakšna ekonomija in podobno, pa raziskave kažejo, da je področje družinskih odnosov eno najpomembnejših za neko srečo in zadovoljstvo posameznika, na primer veliko bolj kot kakšno finančno področje, kaj podobnega. Mislim, da nas ni treba prepričevati, sploh v tej epidemiji se je to izkazalo. Tudi družba sama zmeraj bolj prepoznava pomen dela z družino. Naj navedem na primer samo raziskavo iz ZDA, tako imenovano raziskavo stroškovne učinkovitosti, po kateri so izračunali, da družba z določeno družinsko terapevtsko obravnavo enega, to se pravi samo enega problematičnega delinkventnega mladostnika privarčuje, torej vračunani so tudi stroški obravnave, nekaj čez $130,000.
vračunani so stroški žrtev delikventne policije, sodstva in tako dalje. Da ne govorim tudi o nefinančnih vidikih. Tako da jaz mislim, da ste se pravilno odločili, da ste danes tukaj, predvsem tudi, ker ocenjujemo, da ima to področje še veliko znanstven raziskovalen potencial. Zdaj vam bom delil še tale PowerPoint. Evo. Teme na programu zakonsko-inženirskih študij, ki jih obravnavamo, so na primer značilnosti družinskega sistema, predzakonska problematika, zakonski konflikti, nezastop, ločitev, travmatična izkustva, krizne intervencije v družini, zlorabe, zasvojenosti vseh vrst, razvoj, psihopatologija posameznika in družine, funkcionalno starševstvo. En del je še filozofsko-teološki ter duhovni vidik zakona in družine, ne gre pa tudi brez nekaj statistike in metodologije raziskovanja. To vas verjetno ne bo prav premamlo, ampak je pa potrebno, pa mislim, da tega ni preveč. Predvsem pa želimo, da je vse osnovano na nekih znanstveno-raziskovalnih ugotovitvah. Zdaj na tem programu imamo dve smeri. Smer zakonske in družinske terapije, ki predstavlja tudi del usposabljanja za zakonskega in družinskega terapevta, ter smer svetovalnega in preventivnega dela v zakonu in družini. Razlikujeta se v 4 predmetih, prikazanih v predstavitvi. O samem predmetniku pa je najboljše, da si ga pogledate v predstavitvenem zborniku na naši spletni strani. Res je, da se večina študentov piše na terapevtsko smer, tako da se lahko svetovalna smer izvaja pogosto tudi v obliki konzultacij, če je manj kot 5 upisanih na tej smeri. Vendar pa spodbujamo, da bi tudi ta smer zaživela, je tudi kar nekaj prilik za kasnejše delo. Opozoriti še moramo, da se teme, ki se obravnavajo na programu, dotikajo tudi vsakega posameznika. In včasih študenti poročajo, da je čustveno malo naporno. Človek, na primer, o sebi kaj spozna, ker si prej ni mislil in podobno. In včasih to ni prav prijetno, ampak delo na sebi je sestavni del vseh naših programov in tudi neizogibno, če želite kvalitetno delati z ljudmi na teh področjih. In posebej to naprej opozarjamo, tako da veste, tudi da pač vas to čaka. Kar se tiče sprejemnih izpitov, zdaj, če je prijavljenih več, kot je razpisanih mest, običajno je tako. Mislim, da samo 1 leto ni bilo sprejemnih izpitov. Pač, če je preveč, potem je potrebno izvesti ta sprejemni izpit. Tukaj imate kriterije navedene. Polovica šteje povprečna ocena in ocena pri diplomi, polovico pa izbirni izpit. Z izbirnim izpitom, večinoma esejske narave, preverjamo poznavanje in razgledanost na področju zakonskih in družinskih odnosov. Posebna literatura za ta sprejemni izpit ni predvidena. Mogoče omenimo, kako je z zaposlenimi. Lahko se vpišejo zaposleni izredno, kar nekaj študentov je pa tudi uspešno redno študiralo pri nas, ker so bili zaposleni, ampak je prisotnost pri večini predmetov nujno potrebna. Nekaterih stvari, predvsem praktičnih, se je pač težko naučiti doma. Predavanja pa so tudi precej dopoldan za tiste, ki bi se želeli redno vpisati. Zdaj, ena varianta je v tem primeru, če pač se kaj križa zaposlitev pa študij, možnost, da se pač ponavlja oziroma pauzira in se tako študij podaljša. To se je izkazalo, da nekako gre, no, ampak vseeno pa vsaj 2 do 3-krat na teden se je potrebno dogovoriti v službi, da na primer delate popoldan, na tak način nekako gre.
drugače pa, kot rečeno, predlagamo potem izreden študij, da se zadeva izide. Zdaj, na izrednem študiju, ker je tam manj kot 5 študentov, ker ni več mest, ni posebnih predavanj oziroma so posebej konzultacije, lahko pa se seveda pridružijo rednim študentom. Cena na leto za izreden študij je 2400 €. Če imate kakšne utemeljene razloge, lahko zaprosite potem tudi upravni odbor za zmanjšanje. Opozorimo še, da tisti, ki že imate 7. stopnjo izobrazbe, pač morajo plačati tudi šolnino, tudi na rednem študiju 2400 € na leto, ker pač država financira samo eno izobraževanje za 7. stopnjo. Diferencialni izpiti, to je pa za tiste, ki nimate predhodne izobrazbe iz humanističnega, pedagoškega, socialnega, zdravstvenega ali družboslovnega področja, in sicer so potrebni diferencialni izpiti iz psihologije, filozofije in teologije. Pri tem gledamo ISCET klasifikacijo. Običajno diferencialni izpiti ne predstavljajo kakšnega posebnega problema kandidatom. Več informacij sicer najdete na spletni strani, ki vam je že bilo pokazano. Običajno je možen tudi kakšen dogovor glede datuma z izvajalci diferencialnih izpitov, recimo, če se kaj zaplete. Zdaj, kar se tiče zaposljivosti, precej naših študentov nadaljuje na programih izpopolnjevanja zakonske družinske terapije in potem izvaja prakso zakonske družinske terapije, največ v zasebnih zavodih ali pa kot samostojni podjetniki. Kar veliko diplomantov pa se zaposluje tudi na drugih številnih področjih. Ker so znanja o medosebnih odnosih pomembna na mnogih področjih, se lahko zakonski družinski terapevti vključujejo v delo z družinami, zakonci, partnerji, mladimi, otroki ter starostniki v različnih javnih, predvsem pa privatnih okvirih. Tako se lahko vključujejo na primer delo na področju družinskega zakonskega svetovanja, vodenje raznih razvojnih programov, vodenje programov na področju prostočasnih dejavnosti za družine, družinskega vključevanja in svetovanja v primeru šolske problematike, supervizije na področju šolstva, socialnega varstva, skrbi za delo s človeškimi viri v delovnih organizacijah, predvsem na področju izboljševanja čustveno-socialne klime med zaposlenimi, team buildinga in podobno, sodelovanja pri načrtovanju kariere in usklajevanja kariere z družino, starševskih družinskih poučevalnih programov, raziskovanja družinskih in zakonskih pojavov, programa skupnostne pomoči, podpore v kriznih razmerah, načrtovanje politik na področju družinskega zakonskega življenja in podobno. Ker so znanja o medosebnih odnosih pomembna na mnogih področjih, se naši diplomanti zaposlujejo tudi v najrazličnejših drugih okvirih, tudi v podjetništvu, medijih in podobno. Mogoče samo to še omenim, da so nam iz socialne zbornice potrdili, da naš program tudi ustreza pogoju izobrazbe za strokovni izpit iz socialnega varstva. Tako da je to tudi ena pomembna zadeva. Zdaj, toliko z moje strani. Mogoče, če so še kakšna vprašanja, da pustimo na konec, pa sedaj predajam besedo skrbnici študijskega programa za izpopolnjevanje zakonske in družinske terapije, profesor Tanja Repič Slavič. Beseda je tvoja. Hvala, Robert. Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na tem informativnem dnevu. Prav lepo je videti kar nekaj obrazov, enih tudi poznanih. Jaz sem Tanja Repič Slavič, tukaj sem že kar nekaj let, predavam tako na zakonskih in družinskih študijah, kot na izpopolnjevalnem programu zakonska in družinska terapija. In sem tudi skrbnica tega programa, zato se običajno največ vprašanj, ki jih imate,
obrača oziroma se obračate name, predvsem vsebinske narave vprašanja, tako da če bodo še kakšna vprašanja, ki jih ne boste želeli izpostaviti, lahko na mail pišete, ali pa če je karkoli takih bolj organizacijskih ali pa tehničnih zadev, pa gospe Ani Rožman, ki je referentka za izpopolnjevalne programe. Mogoče bi to rekla, da tako kot je že profesor Cvetek rekel, je to res delo na sebi. Nekdo, ki ni pripravljen delati na sebi, bo zelo težko na tem programu, pa ne, da je to zdaj kakšna protireklama, ampak jaz verjamem, da vsi, ki ste tu in vas zanima ta študij, vas ni strah čustev, vas ni strah solz, vas ni strah stvari, ki pridejo na dan, ki vam omogočajo, da boste lahko zaradi tega zrasli v sebi in v odnosih, v katerih živite, ker vsi smo bitja odnosov in ne glede na to, koliko se počutiš samoosamljen, nekje si z nekom v odnosu, če ne drugega, si s sabo v enem odnosu. Jaz tako rečem vedno, če se nekdo boji krvi, bo težko na medicinski fakulteti študiral, in tukaj bi lahko rekli, če se nekdo boji čustev, bo tudi težko tukajle te stvari poslušal in študiral, tako da se mi zdi tako, en taki izzivi so vse te teme, ki jih obravnavamo, in sama bi tako rekla, da lahko ločim življenje pred ZDT pa življenje po ZDT v smislu, da se res stvari spremenijo, tako kot je profesor Gostečnik prej rekel, drugače gledaš na stvari, vidiš v eno globino, marsikje ugotoviš, zakaj sam reagiraš ob določenih ljudeh, tako kot reagiraš, kaj lahko spremeniš. Tako se mi zdi, da je veliko enih izzivov, in tudi če na koncu nekdo ne želi postati terapevt oziroma mu ni to primarni cilj, da bo terapevt, bo sigurno dobil veliko zase in za svoje življenje. Veliko je takih, ki že so v nekih poklicih, so zaposleni, ne vem, od raznih psihiatrov, zdravnikov, čist druge fakultete, od strojne fakultete, pa čist tehniških, ali pa ne vem, iz šolstva, ljudje, ki so že v poklicih in želijo izpopolniti to znanje, da jim bo potem to v pomoč pri delu, ki ga imajo. Veliko je takih, tako da tudi če ste iz teh smeri, ste zelo dobrodošli in boste lahko veliko dobrega dobili in doprinesli tudi pri tistem delu, ki ga imate, ali ste z otroki, starostniki, mladostniki, kjerkoli že. Tako da, ja, v bistvu, tako bi še rekla, ne, ko enkrat študiraš ZDT, tudi dvigneš nivojne zahtevnosti. Jaz sem se tako vedno hecala pa spraševala, a je boljše, da že prideš na ZDT, da že imaš partnerja, ali je boljše, da ga še nimaš, pa ga potem iščeš, ne, ker če ga že imaš, začneš ta odnos drugače gledati, postaneš vseeno bolj zahteven, ne, in to je logično, če ne postaneš bolj zahteven, je malo čudno, ne. Če ga pa še nimaš, pa gledaš z drugačnimi očmi, ko iščeš oziroma ko pač imaš neke priložnosti nekoga spoznati, ker so ti pomembne tudi stvari, ki mogoče prej nisi bil na njih niti pozoren. Tako da v vsakem primeru je to en izziv. Pa mogoče še to, no, preden predstavim potem malo samo vsebino še, če imate kakršnekoli travme, ste zelo dobrodošli. Tako, svoj čas je veljalo neko prepričanje, terapevt je lahko nekdo, ki ima vse razpuceno, terapevt je lahko nekdo, ki pač ima idealno družino, ki nima nekih težav in tako naprej, ni res, ne. Ugotavljamo, da najboljši terapevti so tisti, ki so doživeli kakšne travme ali pa imajo kakšno izkustvo, kaj pomeni neko trpljenje, stiska, bolečina, in so s tem nekaj v življenju naredili. Se pravi, so nekaj razrešili, so zrasli ven iz tega. Konec koncev poznamo vedno več primerov te potravmatske rasti, ko nekdo zraste ven iz neke izkušnje in zaradi tega postane še bolj sočuten, še več stvari lahko razume, ker nekdo, ki ni nekaj doživel, torej ni hodil nikoli v čevljih nekoga, bo težko pomagal, kar pa še ne pomeni, da morate doživeti vse zlorabe in vse zasvojenosti, da boste lahko pomagali, niti pod razno. Pomembno je, da razumete to stisko. Tako da, če imate kakšne take stvari in ste pripravljeni delati na sebi, imate zelo velik potencial, da boste dobri terapevti. Mogoče bi to povedala, da po 2 letih tega študija še niste terapevti. Ne bi se tukaj dosti ustavljala, ampak dejansko potem sledi še toliko in toliko ur stažiranja pod mentorstvom, supervizorstvom, kar je logično, ne. Tako da tu dobite velikega materiala in teoretičnega, pa klinične vaje pri raznih predmetih in na kliničnih vajah, ki so obe leti, torej 4 semestre, ampak potem še rabite dodatne ure prakse, zato da lahko potem res delate samostojno.
Ja, tako bom rekla, vsako leto so vprašanja na temo, imam majhne otroke, družino, ne se zdaj vpišem, ne kdaj so predavanja in tako naprej. Mi na prvo mesto vedno dajemo družino. Nekdo, ki ima majhne otroke, ne vem, če so te otroci dopoldan v vrtcu, pa da je ta mamica popoldan 3-4 na teden na predavanjih, in toplo priporočamo, naj si vzame še kako leto časa in bo najprej mama in potem pride študirati, ker dejansko je kar veliko ur v tednu treba nameniti študiju. V smislu, da 3-4 na teden, vsaj v prvem letu izobraževanja, morate biti prisotni, ne? Ni to tako, jaz se pišem, potem pa malo bi, malo ne bi. Mi smo kar glede tega zahtevni, ker verjamemo, da tisto, kar vam veliko pomeni, za tisti boste vzeli čas. In je prav, da ste tam, in je drugače, kot če bi brali samo neko literaturo. So tudi izkušnje, so klinične vaje, kjer moraš biti prisoten. Tako da to je zelo pomembno. Predavanja so večino popoldan, razen klinične vaje, ena skupina, 2 skupini sta, si izberete, v kateri boste, če je le možno, pridemo nasproti z željami, ampak nekje pol vas moramo razdeliti. Klinične vaje so ena skupina od 12 do 4, ena pa od 4 do 8. In v tisto skupino, ki pridete, v tisti ste potem 2 leti, vedno ni menjavanja, ampak vedno 2 leti, zato ker je zelo pomembno zaradi skupinske dinamike, da ostanete s svojo skupino in tam je tudi veliko enih osebnih izkušenj, ki jih potem delimo med seboj. Potem mogoče to še, ja, mi smo se na naši katedri tudi dogovarjali, da bi od oktobra naprej omogočili predavanja tudi spremljanje preko Zooma, če kdo bolj oddaljeno prihaja. Spravi, ne vem, nekdo s Kobarida, Maribora, mogoče tudi kakšni tuji študenti, karkoli, ker je zanimanje tudi od drugje, da bi bila možnost spremljati predavanja tudi preko Zooma. Se pravi, upamo, da bodo tudi razmere take, da bomo lahko v živo se dobivali, vseeno drugačen ta živi stik, ampak vseeno tudi ta možnost spremljanja predavanj preko Zooma, same vaje pa absolutno in obvezno v živo, ker je to čisto drugače, kot pa če bi eni bili preko Zooma, eni v živo. Ampak to je še stvar dogovora, mogoče, če se kdo odloča in razmišlja, koliko mu pot vzame, če se z Maribora 3-krat na teden vozi, porabi kar nekaj ur in mu mogoče to odtehta odločitev, a se bo prijavil, a se ne bo prijavil, ker mu preveč ur vzame vožnja, je to lahko tudi en plus, čisto kot informacija. Ja, zdaj vam bi pokazala, bi delila tukaj še malo ekran, sam trenutek. Takole. No. Na splošno je to tržni program, kot je že bilo rečeno, prej tudi cena 4400 za 2 leti in ima 60 kreditov, traja 2 leti, ni prvi letnik pa drugi letnik, ampak samo 2 leti študija. In v teh 2 letih imate 8 obveznih in 7 izbirnih predmetov. V prvem letu, če se vpišete 2021-2022, torej oktobra, boste imeli pri obveznih predmetih klinične vaje 1, torej relacijsko-družinsko terapijo, sistemski in relacijski pristop v psihoterapiji, potem relacijska zakonska terapija 1 in zakonska psihopatologija. Pri izbirnih predmetih pa imate v letu 2021-2022, ko se vpišete sledeče izbirne predmete, mogoče jih ne bi zdaj niti naštevala tukaj, ampak mogoče samo tako, da malo vidite, vseh izbirnih v 2 letih je pa 17 na voljo. Vi morate izbrati torej v 2 letih 7, mi priporočamo, da v prvem letu izberete 4, v drugem 3, se da pa tudi dogovarjati, da mogoče, če je komu lažje, ne vem, izbere v prvem letu jih več, ker bo mogoče drugo leto težje obiskoval predavanja. Skratka, tudi izbirni se ne prekrivajo v smislu, da bi istočasno bila 2 izbirna in ne bi mogli potem na enega hoditi ali drugega. Do zdaj smo še vedno tako urnik lahko sestavili, da so bili ti izbirni v različnem času. Če bi se kdo odločil, da bi poleg 7 izbirnih želel še naknadno 8., 9., potem je to pač mora plačati kot občan, da lahko opravlja izpit, je prisoten, ker gre pač za tržni program, tako da predavanja niso odprte narave v smislu, da lahko pride kdor hoče, ampak se nam zdi pač tudi pošteno, da tisti, ki plačate, imate pač na voljo
te in te vsebine in zaradi tega je pač tudi tako, da niso predavanja odprtega tipa. V drugem letu ZDT-ja pa imate potem relacijsko-družinsko terapijo 2, to so klinične vaje, in relacijsko-zakonsko terapijo 2 kot obvezno, pa terapevtsko obravnavo konfliktov in terapevtsko obravnavo družine s članom z duševno motnjo, in tule so pa potem naslednji izbirniki so na voljo v drugem letu. To bo za vašo generacijo. Vse pa načeloma je tako, da na 2 leti krožijo izbirni. Nekateri so vsako leto, ampak večina jih na 2 leti kroži. Tako da vsaka generacija, ki se vpiše, ima možnost vseh 17 na voljo, potem se pa seveda za 7 odloči. Ja, to je, kar se tiče z moje strani vse. Če boste pa imeli vprašanja, pa sem seveda na voljo. Hvala. Hvala lepa. Mogoče samo še majčken pravni okvir, pa mogoče kako so ti programi med sabo, v kakšnih odnosih so. Zdaj, kot verjetno veste, v Sloveniji ni zakonodaje, ki bi predpisovala, pač kakšni so pogoji za psihoterapevta, tako tudi za zakonskega družinskega terapevta. Obstajajo sicer neki strokovni standardi, ki jih zagovarjajo neka združenja, ki so pravno-organizacijsko, v bistvu društva, nimajo nekih javnih pooblastil. No, tako da v bistvu danes lahko začne nekdo že s svetovalnim delom, pač že brez izobrazbe, čeprav seveda, če gledamo strokovne in tudi etične standarde, temu ni tako. No, če zdaj pogledamo te kriterije, ki jih recimo eno tako združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije zagovarja, pač tako oni kot mi zelo priporočamo izobraževanje obeh programov, to se pravi in magistrskega programa ZDŠ, zakonski in družinski študij, in pa programa izpopolnjevanja. Zdaj, če slučajno ne morete, pač najprej na ZDŠ, pa potem še na izpopolnjevanje, je možno seveda tudi, sploh če imate kakšno že izobrazbo tako, samo na program izpopolnjevanja. Zdaj, če pogledamo ure, ki se zahtevajo za pridobitev naziva zakonski in družinski terapevt pri tem združenju, to zdaj govorim o združenju, to ni stvar sicer fakultete, ampak združenja, in to združenje podeljuje neke nazive. Če gledamo te kriterije, je možnost seveda ta, da najprej delate ZDŠ in ZDT in potem imate komplet, pač, kar se tiče izobraževanja, potem pač rabite še eno stažiranje, ampak takrat že delate kot terapevti. Zdaj, če pa delate samo program izpopolnjevanja, pa tudi možno, zmanjka vam sicer nekaj ur teh predavanj, ki jih pač drugje potem dobite ali na programu ZDŠ ali pa, če je priznano, tudi kje drugje. Mogoče še to razlika med tema dvema programoma je, da magistrski program pač daje višjo stopnjo izobrazbe. To se pravi, tisti, ki še nimate 7. stopnje izobrazbe, seveda za vas je tudi ta program zastonj, če se redno vpišete, ampak priporočamo, da seveda pridobite to stopnjo izobrazbe. No, ker za naziv, ki ga podeljuje pač to združenje, tudi potrebujete 7. stopnjo izobrazbe. Pri tem programu magistrskem zakonski in družinski študij pa ni osebne terapevtske izkušnje, sploh ne v taki meri, kot se zahteva, no, to pa potem dobite na programu izpopolnjevanja. Tako da program izpopolnjevanja je vsekakor nujen, če želite pač pridobiti naziv zakonski in družinski terapevt. Ni pa zadosten, v bistvu ni ne en ne drug zadosten. Pač morate mogoče malo razumeti, terapevtsko delo je le odgovorno delo in rabimo pač nekaj let in mogoče tudi nekega poglabljanja, da lahko potem to delo odgovorno opravljamo. Na hitro z moje strani, zdaj pa, če so kakšna vprašanja, kar
A lahko sem nekaj vprašam, prosim? Ja, seveda. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem pa v bistvu končala oziroma diplomirala sem na Univerzi Sigmunda Freuda in končujem specializacijo sistemske psihoterapije, pa bi se še želela izpopolnjevati recimo pri vas, ne? Bi samo vprašala, kako je pa z diferencialnimi izpiti v smislu, bi se mi lahko kaj priznalo iz našega faksa? Ja, seveda, to je postopek priznanja čisto utečen, a ne, to se pravi tisto, kar ste že imeli vsebine, se pogleda in lahko se prizna v celoti nek predmet, a ne, če ste pokrivali vse vsebine, ali pa delno, tisto pač, kar ste pokrivali. Tako da smo imeli tudi že kar precej, tudi z Univerze Sigmunda Freuda so prišli k nam, in zdaj bi mogli pogledati, no, kako je bilo rešeno pri njih, ampak načeloma tiste vsebine, ki jih lahko priznamo, se seveda priznajo. Hvala. Ampak to niso diferencialni, to je pač priznavanje vsebin, ki so na tem študiju. Diferencialni izpiti so tisto, kar je treba pred študijom opraviti. Hvala lepa. Prosim, sam postopek, pač tako, verjetno boste potem, pač lahko date prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, pa uradno potem dobite, oziroma itak pa večinoma ti nosilci pač predmetov pogledajo vaše vsebine, ki ste jih imeli, fajn je prinesti kakšen opis predmeta ali tako, in potem ocenijo, kaj se lahko prizna in kaj ne. Tako, še kakšno vprašanje, kar pogumno. Tudi glede priznavanja študijskih obveznosti, in sicer me pa zanima za magistrski program zakonske in družinske študije, ker sem prebrala na spletni strani, da se študenti, ki se vpisujemo iz 4-letnega programa do diplomskega, da se nam lahko prizna do 60 kreditnih točk. Kako pa to poteka, se lahko direktno v drugi letnik magisterija vpišemo, ali kako gre to? Ja, zdaj to, da do 60 kreditnih točk se lahko, to je v pravilnikih splošno. Zdaj za magistrski program pač prizna se tiste vsebine, ki so že bile. Tako da, če so že bile, če bi recimo imeli en študij, ki je imel praktično vse, kar je bilo v prvem letniku, potem bi to šlo, drugače, ampak do zdaj nismo še imeli takega primera in dvomim, da bi res kakšen študij pokril vse te vsebine. Tako da vpis v drugi letnik skoraj ne bo šlo, lahko se pa precej tega prizna, če ste imeli te vsebine. A mogoče veste, koliko se bi lahko priznali recimo za socialno delo? Ne vem na pamet, mislim, da smo imeli nekaj takih primerov. Lahko mi napišete po e-mailu, tudi za vse ostale, če je kakšno tako specifično vprašanje. Jaz sem robert.cetek@teof.uni-lj.si. Tako da lahko jaz pogledam, koliko je bilo, pa vam približno dam neko oceno, koliko je bilo tega. Mislim pa, da je bilo majhen več možnosti priznanja na ta drugi smeri, ki je preventivno in svetovalno delo z zakonci in družinami. Hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje, kar pogumno? Pozdravljeni, jaz bi vprašal, najprej bi se opravičil, da nimam kamere, žal je na stacionarnem računalniku nimam, me pa zanima, v kolikor bi opravljali ZDŠ, torej ta zakonski družinski študij, brez da bi potem opravljali tudi to izpopolnjevanje. Če morda veste, kakšne so možnosti zaposlitve samo z ZDŠ? Ja, tisti PowerPoint, ki sem vam kazal, v bistvu je ta drugi del, samo prva je kot zakonski družinski terapevt, vse ostalo je pa za magistra zakonskih in družinskih študijev. Zdaj, pač na zelo različnih področjih se zaposlujejo. Nekaj imamo takih zelo spodbudnih
pričakovan, da zdaj recimo pride kakšen pa reče, joj, delodajalec me hoče zaposliti, pa moram hitro magistrirati, pa je to ena taka motivacija, da hitro magistrirajo. Ne. Je pa na zelo različnih področjih so te zaposlitve, kot sem že omenil, od teh, ne vem, raznih družinskih programov, na raznih projektih so, ne vem, en je recimo pač šel ko je bila praksa, je šel tale, kaj že, Zveza prijateljev mladine, pa so bili toliko navdušeni nad njim, pa so ga zaposlili in tako naprej. Tako da so različne te možnosti, je pa res, da počasi prihajamo tudi v ta področja, recimo morate vedeti, psihologi so na sceni že toliko pa toliko časa, ne, mi smo v bistvu ta program je 10 let, ne, in počasi prihajamo v te pravilnike in tako da en tak uspeh je bil, da lahko delajo izpiti socialnega varstva, strokovni, ni pa v teh javnih, to se pravi v šolstvu recimo še zaenkrat nam ni uspelo priti in tako da večino teh privatnih ali pa teh nevladnih organizacijah, razni projekti so, programi in tako naprej. Ali pa tudi na različnih drugih področjih. Zadnjič je en rekel, da mu ta študij ZDŠ zelo veliko pomaga pri prodajanju gume prodaja, ne, mislim, tako in da mu zelo koristi pač, ne, tako da zelo potem različno, no. Sploh zdajle je pa veliko, ne vem, če kaj spremljate teh raziskav o stiski ljudi, ne vem, neke raziskave so pol ali pa, ne vem, da so 75% ljudi imajo neke stiske, ne, in bo te potreba po takem kadru še toliko večja, ne. Opažamo zelo velik zdaj naval tudi na te centre, recimo terapevtske, svetovalne, no. Tako da je kar precej tega povpraševanja. Je pa res tako, no, samo to mogoče, da se je treba pa majhen potruditi. Nočemo vas zavajati, da zdaj boste končali in zdaj vas bodo vsi čakali odprtih rok. Je treba se majhen potruditi. Ne vem, je treba, začetek je mogoče najtežji, je treba neko prakso pač predstaviti, ne vem, kakšno predavanje imeti, da te ljudje spoznajo in na ta način si pač ustvariš. Ni pa tako, da bi bila zdaj zelo gužva po delovnih mestih, ampak to navte tudi na drugih teh področjih, od socialnega dela do psihologov, ne vem, je bil en razpis v Ljubljani za psihologa, pa je bilo, ne vem, 80 ali koliko prijav, je tako, mislim, nočemo vas zavajati, da zdaj pa boste takoj dobili službo, ne, se je treba potruditi, no, toliko bi vas, ampak so pa sigurno možnosti, no, in če je en aktiven, če ima neko iniciativo in tako, potem se da, no. Razumem, hvala lepa. Prosim. Jaz bi pa imela samo še eno vprašanje, kar se tiče vzporednega študija, se v bistvu omogočate na magistrski stopnji vzporedni študij, ne? Ja. Kakor sem zasledila. Pa kako je, seveda je to bolj vprašanje za prejšnji del, ampak kako je zdaj s tem vpisom? A zdaj v bistvu se je potrebno najprej vpisati na tisto fakulteto, mislim na matično fakulteto in potem na vašo, z dokazilom predvidevam, da potrdilo o vpisu bi mogla priložiti zraven. Ja, a mogoče prodekan bi prosil, če mogoče ima te bolj natančne informacije. Ja, Robert, hvala. Jaz bi pa Miha prosil, ker ima najbolj natančne podatke. Jaz bi tudi samo opisal. Ja, torej glede vzporednega vpisa drži. Najprej se morate vpisati na matični fakulteti in pridobiti potrdilo o vpisu in na podlagi tega se lahko vpišete, potem tudi pri nas. Skratka, da pa se to na drugi stopnji, vsaj pri nas je tako, vzporedno narediti. Skratka,
lahko se že v prvem letniku vzporedno vpišete potem tudi k nam. Ampak spet, pogoj je, da najprej vpisni postopek zaključite na matični fakulteti in šele na to potem pri nas. Zato, ker osnovni pogoj za vzporedni študij je to, da imate v bistvu status oziroma da ste vpisani na matični fakulteti. Toliko. Prostite, lahko vprašam, samo toliko, da bom na jasnem. Zdaj, jaz bom itak tudi magisterij pri nas na SFU končala, pa me zanima, lahko potem vzporedno to izpopolnjevanje pri vas študiram, ali je to, mislim, zavzame to več časa, kako je? Mogoče bi profesor Tanja Repič-Slavič kot skrbnica malo razložila. Ja, v bistvu vi morate imeti prvo stopnjo zaključeno, da se vpišete, to, kar je že gospa Ana Rožman rekla. Drugače pa v bistvu vi lahko pridete k nam, samo če boste lahko časovno to vse uskladili, kar imate. Tako da, če časovno ni težav, potem ni problem, No, ravno to sem razmišljala v smislu, če bi se mi kaj poklopilo, prekrivalo, pa imam še specializacijo, magisterij naš, pa še recimo to, Jaz bom tako rekla, mogoče je bolj, da si date eno leto, da uredite te stvari in da potem res, ko pridete, zaključite. Naše izkušnje so take, da ljudje, ki so imeli še kakšne stvari odprte in so na začetku bili prepričani, kako bodo to sproti še uredili, se jim je potem malo ustavilo, ker enostavno tudi pri nas je kar nekaj izpitov, pa ne vem, od seminarjev do vsega in je dejansko tako, kar treba delati. Tako da potem vam bo ostal magisterij, vam bo ostala mogoče specializacija, zato je mogoče fino, da res tam zaključite in si date to možnost, da potem pridete in nimate še tega bremena nad sabo. Seveda je to vaša odločitev, ampak če je omejitev in je več prijavljenih, potem dobijo prednost tisti, ki imajo že zaključeno. To sigurno, tako da... Zaključen magisterij. Zaključen magisterij, ja. Ja, razumem. Tako, ne vem, kje ste vi s tem delom, koliko še imate, to sami najbolj veste, če ste že bolj pri zaključevanju in je potem samo še stvar zagovora, je to sigurno drugače, kot če šele mentorja zbirate in ste potem bolj na začetku. Ste dobrodošli vsekakor, Zdaj, če vi sami precenite, da bo pa to preveč časovno vam vzelo, da tam zaključujete pa še to, pa še mogoče, ne vem, kakšna služba zraven ali pa družina, to je pa potem tako, dan ima 24 ur in poskrbite zase, da ne boste potem preobremenjeni, absolutno. Dobrodošli. Hvala. Recimo izredno se pravi, vaša zakonska družinska terapija, je to koliko približno potem na teden predavanj, če je izredno? V bistvu, mislim, ni redno pa izredno, to vi se vpišete kot občan oziroma je... Ne vem, mogoče bo gospa Ana tukaj še dodala in popravila pri kakšni stvari. Tako da v bistvu 2 predmeta sta v vsakem semestru obvezna. Tista 2, to pomeni 2 dni v tednu, potem pa odvisno, kako si izberete izbirne predmete. Če si izberete take, ki so vsi v drugem semestru, boste mogoče v prvem imeli samo 2-krat na teden, pa potem v drugem 4-krat na teden. Zelo odvisno pač od tega, ampak v povprečju 3-krat tedensko lahko računate od 4 do 8. Mogoče samo to govorimo o programu izpopolnjevanja, Ja. Tam ni rednega študija, kar je... Pri magisterskem pa je. Magisterski pa je, redni pa izredni študij. Mogoče bi jaz sam še to rekla, da program izpopolnjevanja se vpišete kot občan in iz tega naslova nimate nobenih pravic, kot če bi bila vpisana kot študent, na primer na ZDŠ-ju ali pa tako, kot ste pri vas, morate naprej. Lahko jaz nekaj vprašam še pri organizacijskih. Glede, zelo me zanima zakonski in družinski študij. Jaz sem zaposlena v šoli in zdaj me zanima predvsem, če bom jaz to uspela fizično speljati. Jaz sem v službi do 2:30 v Brežicah, to bom 1 uro dobro vožnje do Ljubljane. Glede urnika, če je to, prej ste omenili, da je popoldne. Če je dovolj popoldne, bi zneslo, drugače... Gospa, popoldan je izpopolnjevalni program zakonska in družinska terapija, medtem ko
magisterski, vi ste zdaj omenili, da vas zanima magisterski, pa da je popoldan magisterski, je pa dopoldan, razen v primeru, da se vpišete kot izredni študij, ne? Potem je pa to drugače, mogoče profesor Cvetek tukaj dopolne, ampak za izpopolnjevalni program je popoldan od 4 naprej. Tako da takrat bi se vam išlo iz Brežic. Imamo veliko ljudi, ki se vozi od Maribora, tudi Sevnica, vse povsod so prihajali, tako da se jim je išlo. Drugače pa za potem magistrski študij ZDŠ. Vem, da je to podobno in potem včasih ljudje kar malo pomešajo. Za magistrski potem bi imela večje težave, torej, če prav razumem. Profesor Cvetek, ja. Ja, magistrski pač tako, kot sem že mogoče omenil, 2 do 3 krat na teden, tudi magistrski program lahko recimo 1 leto ponavljate ali pa pauzirate, recimo se vam kakšen predmet ne izide kakšno leto. In imamo nekaj takih, ki si pač namerno pustijo potem za drugo leto in nekako po svojih dozah, ki jih zmorejo, pač si dozirajo, koliko pač je možno. Ampak vseeno 2 do 3 krat na teden je pa dopoldan potrebno za redni študij. Če se pa vpišete izredno, pa ni teh obveznosti, da pač ste prisotni. Potem pač so konzultacije na drug način organizirane, da lahko tudi študirate potem doma. Razen tiste konzultacije, ampak tisto je pa se potem zmenite, tako da vam ustreza. Ok, hvala. Tako da te možnosti so, če izredno pač je možnost, da se vpišete. Mogoče sem tu še prej bilo omenjeno, je doktora Repičeva rekla, da bi bilo možno na programu izpopolnjevanja tudi kakšno predavanje imeti nadaljavo, glede na to, da prihajate iz Brežic, če bo ta možnost, mogoče vam tudi to koristi, ne vem. Sam se morate zdaj odločiti, a bolj vas ta program magistrski program ali program izpopolnjevanja. Ne vem, a 7. stopnjo izobrazbe že imate mogoče? Ja. Aha, ok. No, zdaj, če se želite res poglobiti v temo, včasih, gledajte, v praksi se je izkazalo, da mogoče je to bolj pomembno, kot izgleda na prvi pogled. Je res in mi in pač združenje priporoča oba dva programa, da najprej naredite ZDŠ, magistrski program in še program izpopolnjevanja. Zdaj, ampak to pač vi morate preceniti, kako je. Tak je bil moj plan je bil tak, najprej študije, potem pa še. Če pa to ne gre, potem pa tudi program izpopolnjevanja, ste dobrodošli, pa potem pač kasneje, če želite naziv, pri združenju zakonski in družinski terapevt, kasneje mogoče določene dele magistrskega programa delate. Pa se mi potem prizna, da dobiš potem naziv. Ja, mislim, bolj enostavno je seveda, potem je treba plačevati tisto še posebej. Bolj enostavno je najprej ZDŠ in tudi mogoče bolj smiselno, da neke take osnove dobite, pa potem za ZDT izpopolnjevanje, ampak zdaj, če pa ne gre, pa če že imate odprej kakšna taka znanja, terapevtska precej, potem pa se gre lahko kar direktno na tudi program izpopolnjevanja. Kaj pa se da tudi kombinirati, recimo, če se jaz opišem na zakonske in družinske študije, pa potem poslušam kakšna predavanja, ker prej gospa Repič omenila Zoom predavanja, da jaz poslušam, so kakšna skupna predavanja, recimo, ne vem, ker predvidevam, če so samo konzultacije, ne bom deležna veliko predavanj, kjer bi več dobila, če dopoldne ne morem priti v Ljubljano. V bistvu predavanja na ZDT-ju, torej na izpopolnjevanju za zakonskega družinskega terapevta, boste lahko poslušali v primeru, da ste vpisani, to ni problem potem. Zdaj vi ste mislili, če je možno tudi na ZDŠ-ju preko Zooma. Jaz bi se rada vpisala na ZDŠ. Če lahko potem tudi, ker tam bojo tudi preko Zooma kakšna predavanja dopoldne. Ja, zdajle je bilo vse preko Zooma, pač zaradi epidemije. Zdaj pač mi razvijamo tudi, zdaj recimo smo naredili tudi neke posnetke, letos so prosili, eni, ki so tudi izredno vpisani
in se jim je križalo in so pri enih predmetih prosili, če se lahko snema, in smo posneli in lahko nekako z nekimi konzultacijami, stikom z predavateljem, da se vidi tudi prek nalog v spletni učilnici in tako naprej se da pač zadevo speljevati, pa prek teh posnetkov, ampak ni pa bilo to možno pri vseh predmetih. Tako da počasi posodabljamo in poskušamo čim bolj izboljšati tudi te možnosti za izredne, da imajo dostop recimo do videov, da pa lahko za nazaj pogledajo. Hvala. Eno vprašanje v chatu je bilo tudi glede prakse. Ne vem, ali se je to navezovalo na magistrski ali na izpolnjevalni program. Mogoče bi jaz glede izpolnjevalnega programa to rekla, da osebno izkušnjo imate že v okviru samega študija, to so to klinične vaje, tudi pri posameznih izbirnih predmetih se veliko dela v smislu tudi enih izkušenj terapevtskih in tako naprej. Če je pa mišljena kot praksa to stažiranje, potem je pa to tako, da so različni centri po Sloveniji, ki nudijo možnost stažiranja in se po 2 letih študija lahko prijavite in potem, če ste izbrani, pač tam stažirate in dobite svojega mentorja in supervizorja, recimo je tak frančiškanski družinski inštitut, ki tudi to omogoča. Je pa druga možnost tudi to, da lahko sami, ne vem, če ne dobite stažiranja kot prakso, odprete, ne vem, svoj popoldanski SP, pa dobite nekoga, ki ima licenco supervizorja, torej naziv supervizorja, pa ki je tudi sam, pa nekdo, ki je mentor, določen strani združenja, tam je seznam, kdo vse so te osebe in lahko imate pač svoj prostor, nabirate ravno tako ure, dobivate kliente in dobite potem ravno tako lahko zberete te upravljene ure stažiranja. Je to mogoče malo težja pot, ker ste potem sami tisti, ki morate dobivati kliente in tako naprej. Če ste pa na nekem centru ali pa inštitutu ali kakorkoli tam, pa dejansko dobite od nas kliente, ki kličejo in vam jih potem damo, pa tudi dobite supervizorja in je za te stvari potem nekoliko lažje, no. Ampak načeloma, če te možnosti, da ste izbrani za stažista na nekem centru, ne dobite, je še vedno tudi druga pot, da lahko kot popoldanski SP ali karkoli. To je, kar se tiče ZDT-ja. Zdaj pa ne vem, mogoče je bila tukaj bolj mišljena praksa na ZDŠ-ju, tako da bi tu mogoče profesor Cvetek še kakšno besedo rekel. Ja, praksa je tudi vključena na ZDŠ, to se pravi na magistrskem programu, 105 ur, 30 ur v prvem letniku in 75 ur v drugem letniku na teh raznih pač organizacijah, socialno-varstvenih in tistih, ki delajo z družino. Tukaj smo dosti odprti tudi za razne interese, če pokažejo študenti za določen, ne vem, tam lahko spoznajo kakšne delodajalce in tako naprej. Tako da omogočamo, da se usmerite pač na tisto področje, ki vas bolj zanima, no. Imamo mi en seznam teh inštitucij, lahko se pa tudi kaj dogovorimo, če imate vi kakšen predlog, ki bi to pač prakso tudi opravljali, pa pogledamo, če z mentorjem se zmenimo, da je v redu mentorstvo, pa potem smo v navezi z njim, da to v redu poteka. Tle vidim še eno vprašanja so bila, za prakso, to se pravi, to smo že razložili. Potem je pa še vprašanje osebne izkušnje psihoterapije oziroma osebna terapevtska izkušnja. Ta je vključena v program izpopolnjevanja. Tako da vi v bistvu tam dobite, ki jo priznava Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Eventualno bi bilo možno, da bi tudi izven tega programa dobili, ampak finančno se vam zelo težko, da bi se vam išlo, no, če sam preračunate, ne vem, če je 50-60 ur osebna terapevtska izkušnja, pa zahteva 250 ur osebne terapevtske izkušnje, vas pride tam 6000, cel program izpopolnjevanja, ki vključuje tudi 250 ur osebne terapevtske izkušnje, vas pa pride 4400. Tako da praktično noben se ne odloča, da bi recimo delal pri terapevtu za osebno izkušnjo, to osebno izkušnjo pač se vpišejo na program izpopolnjevanja in tam dobite to osebno terapevtsko izkušnjo. Je pa kriterij, če želite, no, se pravim, to sicer ni stvar fakultete, to je bolj stvar združenja, ki je
pravno-organizacijsko društvo, kot sem rekel, in podeljuje nazive, to pomeni, da ne vem, društvo lahko pač vsak ustanovi, dobro, ima en renome to združenje, ni kar tako, ampak lahko bi tudi društvo, ne vem, vi se spomnili, ustanovite društvo in podeljujete nazive. Nima javne veljave, nimajo te nazivi, no. Ima pa veljavo, ker je strokovno združenje in ima veljavo tako za klijente, recimo, če vi napišete, da ste pri tem združenju. No, če želite te kriterije gledati in tudi priporočila in vse to, je na zdt.si ima združenje svojo stran. No. To združenje vključuje praktično največje združenje, ki naše diplomante združuje. Tam si lahko pogledate tudi te nazive in tako naprej. Ni pa to stvar pač fakultete, mi damo izobrazbo, potem so pa še pač stažiranje, pa prispevki, pa terapevtsko delo, pa na konferenci rabite predstaviti kakšne zadeve in tako, da pa podelijo ta naziv. Ampak nimajo pa vsi, ki delajo terapijo, naziva. Tako boste videli pri članih, kakšen procent ima, ker kot rečeno, zaenkrat v Sloveniji ni zakonodaje. Ta zakonodaja se pripravlja že 10 let, pa stalno potem pade v vodo. No. Zdaj lani spet bilo, da bo, mi smo bili zraven povabljeni tudi v tej delovni skupini, tudi članica združenja je bila v tej delovni skupini in potem je že bilo polet, da zdaj pa bo septembra, pa spet ni bilo nič. No. Tako da zdaj pa bolj slabo kaže, no, ker je tudi ena pač taka skupina, ki je za to duševno zdravje, ki niso prav zelo navdušeni nad zakonodajo. Tako da pač smo, kjer smo, no, na tem področju. Ni še urejeno zakonsko, no, to področje in vprašanje, kdaj bo. Pač zdaj se trudimo, trenutno je ravno aktualno, da skupaj s Slovensko krovno zvezo gledamo, a bi se dalo vložiti zakon prek poslancev v parlamentu, ampak to je vprašanje, če bo šlo. No. Ok, mogoče potem eno vprašanje, gospa Inja, pardon, ste že parkrat, povejte. Pozdravljeni. Nataša je moje ime, to imam od hčere. Glejte, jaz se pa zanimam za izredni študij na, se pravi, magistrski programi. Sicer jaz sem zaključila visoko policijsko varnostno šolo, pač že nekaj let nazaj, sem tam diplomirala in sem že kar 17-16 let zaposlena preko Centra za socialno delo kot strokovna sodelavka, kar pomeni pač, da ne moram upravljati strokovnega izpita iz socialnega varstva. Zdaj pa nekako bi pa rada pristopila k temu in mi v bistvu ta študij, magistrski študij, bom rekla, najbolj blizu, se pravi pri delu z otroci, mladostniki in pa družinami. Pa me zanima, kako je z izrednim študijem. Sicer 5 delovnih mest je razpisanih, oziroma 5 študijskih mest je razpisanih. Kako je s tem? Ali so ponavadi vsa zapolnjena, ali kako? Kakšen je način študija? To bo gospod Cvetak, po mojem, vprašal. Ja, do zdaj smo, mislim, da imeli samo 1 leto izbiren postopek na izrednem študiju, tako da ni bilo ne vem koliko navala na ta mesta in so ostala. Zdaj ena varianta, pač mi imamo 2 enoti, imamo, kot veste, ljubljansko in mariborsko, in se da pa še tam nekaj kombinirati, da recimo, če imajo odprta mesta v Mariboru, da razmislite, če seveda je pa možno, da ste tam upisani. Ampak običajno ni toliko navala na te izredne študente, vsaj za leto, zdaj za naslednje leto govorim, za naprej, zdaj nekaj se dogovarjamo, z Izraela eni študenti želijo, da bi pač izredno študirali, ampak to je drugo, to bo pa potem naslednje leto. Za naslednje leto je pa 5 mest in zdaj ta študij tako poteka, da je večinoma, ker pač ni več kot 5 študentov, se izvaja kot konzultacije. 2 uri na študenta na predmet. In pa se dogovarjate z
pač nosilcem, pač material in vse tako. Je pa zelo fajn, če se lahko kaj pridružite tudi predavanjem, pač, ki so redna predavanja. Ne? Zdaj, po pravilniku starem ne bi bilo 30% pač možno izven tega, kar je za redne. Ne? Tako da, če je le možno, se vključite potem v ta reden študij, če ne pa pač se vam prilagodi. Je pa res, pri izrednih je malo škoda, če se ne morejo vključevati. Ne? Se pravim, zdaj poskušamo material pripravljati tako, da je tudi za njih možno, celo video posnetke predavanj, zdaj že vsaj pri nekaterih predmetih delamo, tako da počasi izboljšujemo, ampak je pa majhen te aktivnosti vseeno potrebne. No? Razumljivo. Ker cilji pa to so pa enaki, v bistvu pa kompetence, tako da morate v bistvu standarde izpolnjevati enako kot za redne študente. Pa morate več pač delati popoldan, pa tako v tem času. Več sami. Hvala. Prosim. Mogoče eno vprašanje je bilo v chatu tudi, kakšna je razlika vsebinsko med ZDŠ in ZDT. Tako, kar pride meni najprej na misel, je, da ZDT je izpopolnjevalni program, kar pomeni, da se nadgrajujejo ene vsebine, ki so bile že prej na ZDŠ-ju. Zato, če želi nekdo biti res terapevt in se poglobiti v stvari, je najboljše ZDŠ, ZDT. Pa veliko več je na ZDT-ju prav teh terapevtskih vsebin, kliničnih izkušenj, ene osebne izkušnje, ki jo ni na ZDŠ-ju, tako da je vse usmerjeno v eno terapevtsko delo. No. Sama sebe slišim, ne vem, če vam tudi odmeva. Mogoče bi tukaj profesor Cvetek še kaj dodal. Ja, ZDŠ, kot vam že ime pove, je mišljen malo širše. Imate pač ene vsebine tudi od svetovanja, od razvoja, recimo otroka, razvojne intervencije, ni strogo usmerjen v terapijo. Pač opažamo, da tudi veliko se jih pa zaposluje ne strogo na terapijo, ampak tudi na nekih drugih takih področjih, ali preventivni. Zdaj recimo je bil en uspešen v Kranju in ta stolp, ki imajo programe za družine, prostočasne, recimo, to se zelo odpira, neki programi za otroke in družine in tako da razne te druge možnosti, ne pa strogo terapevtsko. Raziskovanje še so le študije in je fajn malo tudi tako znanstveno, raziskovalno imeti eno podlago za zadeve. Statistika, vem, da vas to ne navdušuje, ampak jaz predavam tudi statistiko, tako da je treba to. Naše področje moramo osnovati na znanstveno-raziskovalnih osnovah, če ne, pač lahko zelo zavozimo in je to zelo poudarka. Zelo želimo vse, kar delamo, ne tako samo, da se fajn sliši, ampak da ima zadaj neko znanstveno-raziskovalno osnovo. To je potrebno. In na ZDŠ-ju pač dobite eno tako širino. Pa seveda tudi dodatne ure, ker 2 leti za terapevta, dobro, pa je še stažiranje, ampak je malo in če bo enkrat zakon, tudi te mednarodne zahtevajo določeno število ur. Vse tudi združenje, pač je primerljivo, recimo Združenje zakonsko-družinskih terapevtov, ta naziv je primerljiv Združenju psihoterapevtov. Enako 750 ur pač predavanj zahtevajo. Tako da, ja, fajn je komplet vzeti izobrazbo, ampak ne moramo pa se vi odločiti, če pa vi precenite, je pa tudi ste dobrodošli sam na izpopolnjevanje, sploh če imate že recimo 7. stopnjo izobrazbe. Je še kakšno vprašanje? Jaz imam še eno vprašanje. Povejte ima. In sicer so bila že tako vprašanja podobna, samo drugačno situacijo. In sicer rada bi se vpisala na magistrski študij ZDŠ.
pa sem tudi zaposlena in sicer v vrtcu v Ljubljani. Pa bi mogoče se najdla pri meni v službi možnost, da sem za 4 ure. Samo to pomeni, če sem za 4 ure popoldne, zame to pomeni od 1 do 5, recimo. Sem pa gledala malo urnik, ta, ki je zdaj trenutno aktualen, pa so stvari vseeno večinoma tam nekje do 3, tiste, ki so malo daljše. Najbrž bi v tem primeru zame prišla upoštev tista možnost, da delam v 3 letih, a ne? Ja, lahko 3, da si rečete, ok, za ene predmete bom letos, ene druge. Zdaj prisotnost je tako, 50% predavanja po študijskem redu, pa 75% vaj pa seminarjev, tako da pač ocenite, če vam pride 75, bi vam pač tudi, če prej hodite, pač zračunati si malo morate, kako je od predmeta. Zdaj, če slučajno pri kakšnem predmetu, recimo bi bilo, ne vem, da vam zmanjka glih kakšna ura, pa ste zaposleni, mogoče pri določenih predmetih, ne vseh, se mogoče da kaj dogovoriti s predavateljem, da mogoče, ne vem, naredite kakšen seminar ali nekaj, pač tako, če vam kakšna ura zmanjka, Zdaj, če pa je več, pa raj priporočamo, da pa drugo leto vzamete. Lahko tudi raztegnete, mislim, ni fajn za našo statistiko od fakultete, pa to, ampak lahko tudi raztegnete na 4 leta, pač pauzirate vmes, pač si toliko, kolikor zmorete, prilagodite. Je pa potrebno pač par dni, da se fajn je, če si lahko v službi pač domenite, kjer dni, da ste bolj popoldan, pa da dopoldan potem lahko izkoristite za študij. Ja, meni je v interes poslušati čim več vsebin in biti prisotna, pa lih zaradi tega, da bom potem se lahko tudi v službi dogovarjala za naprej. Hvala za odgovor. Okay. Jaz sem imela še eno vprašanje, sem v chat napisala, in sicer glede programa Erasmus, če je kakšna partnerska institucija v tujini, kamor se lahko gre na izmenjavo, ker je nisem našla na spletni strani. A bi mogoče kdo drug, ki je bolj pozna te stvari? Ok, če mi imamo službo prav za mednarodno izmenjavo, tako da bi vam ona lahko kaj več povedala, se kar obrnite. Imamo mi precej teh inštitucij, tudi naši ZDŠ so hodili na Erasmus izmenjavo in to zelo spodbujamo, je zelo dobrodošlo, tako da smo zelo odprti za to in smo zelo veseli, če že zdaj izražate interes za to mednarodno izmenjavo. Imajo kar zelo dosti dobre izkušnje, od te Poljska, Češka imajo pač zakonske študije, družinske študije, do Francija, Nemčija. Na spletni strani od fakultete imate tudi en zavihek teh, ki malo opisujejo tudi svoje izkušnje. Tako, zelo tudi spodbujamo, velikih recimo v 2. letniku tudi gre, sploh recimo v 2. semestru, ki je sam magistrska pa še en predmet. Tako da zelo to spodbujamo in smo veseli, če so te to odločili. Zdaj točno, tukaj imate v chatu tudi odgovorne za mednarodno to izmenjavo. Zdaj jaz nimam seznama točno, kjer je vse, ampak ona vam bo vse pač povedala, na kjere organizacije, kjere te fakultete, s katerimi imamo mi že pogodbo, lahko pa tudi pogodbo še s kakšnimi novimi, če vi kaj najdete, tudi uredimo, če se bo dalo. Je pa že kar nekaj teh inštitucij v tujini. Te družinske študije se kar širijo. Takrat, ko smo mi začenjali, še smo bili kar med prvimi. Ena je še bila v Avstriji, ampak je drugače bila organizirana, zdaj pa so se kar širijo. Sploh Poljska, Češka, Slovaška, ta del. Tako zdaj so že v Italiji nekaj na Gregoriani, že sicer podiplomski program in ta za izpopolnjevanje odprl, ampak gre v to smer v Evropi, se te študiji
širijo in so potrebni. Ne vem, Hvala za odgovor. Ja, žal, tega seznama pa nimam, no vam bo pač tale Urška Jeglič je na česu so to zadevo in vam bo sporočila. Tudi za koga druga, če vas to zanima, že zdaj dobrodošli, da je pišete. Robert, v četu je še eno vprašanje glede omejitve vpisa na magistrskem programu ZDŠ, nekaj si že prej omenil, mogoče sam kdaj bo znano, ali bo omejitev za vpis in kakšen je kriterij za vpis v primeru omejitve vpisa. Zdaj, takoj, ko bo se ta rok potekel, se pravi 31.8., mi bomo v 1-2 dneh bomo pogledali, koliko je prijav, in bomo videli, a je zdaj ta potreben izbiren postopek ali ne, za prvi rok. Potem, če recimo bi bilo še več mest, mogoče v Mariboru, da še ostane, bi bil še drug rok potem odprt, potem tudi malo razmislite, lahko, če slučajno na prvi rok ne bi mogli v Ljubljano, pa je bilo polno, če lahko greste tudi v Maribor, če imate to možnost, da bi tam obiskovali, pa se tam prijavite, če bo drugi rok še tam razpisan, to so te možnosti. Takoj vas bomo obvestili, čim bo možno, v enih 2 dneh recimo, edin, če je vikend vmes, potem bo malo več, ampak vas bomo probali takoj, ko zvemo, koliko je, vas obvestiti. Kakšen je kriterij za vpis? Kriterij na tem izbirnem postopku so tele. Povprečna ocena študija na prvi stopnji 40%, ocena pri diplomi ali diplomskem izpitu ali drugi obliki zaključka 10%, kolikor ni na prvi stopnji, nekateri programi pač nimajo diplome na prvi stopnji, se pač povprečna ocena potem pri njih šteje v 50%, in pa drugi del je pa ta izbirni izpit, pri katerem kandidat prikaže poznavanje razgledanost na področju zakonskih in družinskih odnosov. Kot smo rekli, neke posebne literature za to ni. Ponovadi so neka esejska vprašanja, malo tako, da vidimo, ne vem, pač odvisno, kakšen let, ne vem, kakšno literaturo, če kaj poznate, mogoče, ne vem, eno leto je bilo, da je bil en problem, tako kot recimo v časopisu, pač pisma bralcev, pa en problem, pa potem vi nekako poskušate, kaj bi odgovorila. Tako poskušamo take res ene take postopke uporabiti, ki dobro zajamejo to poznavanje vaše te družinske problematike. Pa je pa še malo usten zagovor tega, kar napišete, pa malo se še pomenimo, da vidimo, koliko ste na tem področju. Pa je pa ena komisija, pač tako 3 člani ponovadi in damo neke ocene in potem zračunamo po nekih postopkih statističnih. Preko z-vrednosti, če mogoče poznate. Evo, sem že povedal, da je statistiko tudi predavam. Tako da, ja. To. Jaz bi imela še eno vprašanje, in sicer jaz sem že študentka magistrskega študija na pedagoški fakulteti in moj študij obsega samo en letnik, ki ga zdaj že obiskujem, in me zanima, a je sploh možnost vpisati vzporedni študij v absolventskem letu, glede na to, da je pa ZDŠ obsega 2 letnika. To pa mislim, da bo najboljš, Miha, bi prosil tebe, če lahko. Ja. Zdaj, v tem primeru žal ne. Običajno v takih situacijah je ta zadeva rešljiva tako, da ko se vpišete v prvi letnik na matični fakulteti, se vzporedno potem lahko vpišete tudi k nam, ampak zdaj, pa ste že v prvem letniku, in v bistvu pred vami samo še absolvent, pa običajno take kombinacije potem niso več možne. Tako da iz tega vidika, kolikor je meni znano trenutno, ni možno.
A je mogoče možno, če bi ponavljala zdaj ta letnik, a je možno, da se namerno, ne vem, to bi mogoče bilo. Težko zdaj na to karkoli bolj konkretno odgovorim, ker so to pa že res take specifične situacije in bi mogli malo to pol tudi preveriti, no. Kako je potem s temi kombinacijami in kakšne so možnosti. Tako da lahko tudi nam pošljete eno sporočilo na referat, pa bomo potem še preverili na drugih inštancah, kakšne so te variante glede tega. Zmenjeno bom poslala. Najlepša hvala. Ni problema. Jaz imam še eno čist kratko vprašanje. Omenili ste, da na magistrskem programu se odloči študent za svetovanje oziroma za bolj terapevtsko smer, kako že, pa me zanima, kdaj se to odločiš, pa če so kakšne take velike razlike med tema dvema programoma. Oziroma programoma, smerima, no, kakor to razlikujete. Ja, odločite se že kar na začetku. Imamo eno prvih 14 dni je možen še pač prost prenos, no, tako da se še da kaj zamenjati, drugače pa možno zamenjati smer kasneje ob vpisu v drugi letnik, samo morate pač tiste izpite narediti. Zdaj, med njima sicer, če gledamo predmete, ni veliko razlike, no, je v 4 predmetih, oziroma v 2, malo je tam, kjer izbirne vzamete, no, je še malo razlike, ampak drugače je pa v 2 predmetih. Najboljše je, da si pogledate mogoče predstavitveni zbornik, pa da vidite, kje so razlike. Pač, če želite, tako načeloma, če želite potem biti terapevti, je vsekakor smiselno, da vzamete potem terapevtsko smer. Če pa ne, ker pač tudi zaradi nadaljevanja in tako naprej, če pa ne, pa lahko tudi drugo. Zdaj, pogoj za, če bi pa želeli na program izpopolnjevanja, pa lahko z obeh smerih greste. Je pa seveda mogoče malo bolj smiselno, da terapevtsko smer vzamete, če pa terapijo želite. Če pa ne, pa do zdaj tudi ni bilo kakšne razlike, recimo v teh razpisih. Edino en razpis je bil enkrat na Ministrstvu za socialno družine, da so dali noter smer terapevtsko, no, za en tak program je bil, ampak običajno pa ni. To se pravi, na vseh od strokovnega izpita do drugih zadev pa ni v bistvu razlik med smerima, no, da bi jaz vedel, no, za njih. Hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Evo, mi smo Če bo kdo se spomnil naknadno kakšnega vprašanja, lahko mirno napiše mail in bomo tudi odgovorili. Tako da, če mogoče zdaj vam ne pride kaj na misel, pa se doma spomnite, samo povejte. Ja, lahko mogoče še jaz glede diferencialnih izpitov. Se pravi, to se lahko dogovarjamo z nosilci diferencialnih, govorim za magistrski študij, kjer imajo pač na vaši spletni strani razpisane govorilne ure. Predvidevam, da pol. Ja, to. Zdaj pa ne slišim. Robert, ne slišimo te. Aha. Se opravičujem. Tele datumi so že določeni na pač edino zdaj, če vam ne bi bilo možno takrat pač, to je. Potem mogoče, ampak če pa možno, pa je fajn, da na te pridete, no, ko so določeni te termini. Če ne, pač pišite izvajalcu diferencialnega izpita. Tukaj imate tudi literaturo, pač video poštev, posebej za diferencialne, za magistrski program in pa program ZDT. S tem, da samo to, no, za ZDT je potrebno opraviti diferencialne izpite v 1. letu študija, tako je pač sprejeto v študijskem programu, za magistrski program pa pred vpisom. Prav, hvala.
ne pred prijavo, ampak pred vpisom. Ja, tako da, ne. Tako da Ja. veste. Ja. Dobro, še kakšno vprašanje? A smo izčrpali? Sonček je, gremo ven. Petek. Če ni, to bi bilo z moje strani vse. Predajam še besedo prodekanu, če še kaj takega. Ne, prav nič nimam dodati, sem mislil, da boš ti zaključil. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Seveda se veselimo nadaljnega srečevanja že prej in potem tudi v času študija, če boste prišli k nam. Dobrodošli. In hvala seveda vsem sodelavcem za to predstavitev. Hvala.